Pozabite na Sueški prekop, stare ladijske poti. Na svetovnem zemljevidu se trenutno riše nov trgovinski koridor, ki poteka prav tukaj. To je Haifski zaliv. In če bo peščici ambicioznih lokalnih voditeljev uspelo, bo ta obala kmalu postala eno najpomembnejših strateških območij na svetu. In ti voditelji, vsi so danes v tej sobi. 53 lokalnih oblasti podpisuje skupno listino, s katero uradno začenjajo novo, veliko zvezo 53 mest. Župani, vodje svetov, vodje grozdov, vse od Haife na zahodu do Jordanske doline na vzhodu. To je prvič, da se kaj takega dogaja v Izraelu. In razlog, zakaj prav zdaj, je tu v resnici glavna zgodba. Imenuje se IMEK, Indijsko-srednjevzhodnoevropski gospodarski koridor, povsem nova svilna cesta, ki povezuje Indijo prek zalivskih držav v Izrael in nato naravnost v Evropo. Cilj je skrajšati čas prevoza med Azijo in Evropo za 40% in spremeniti pristanišče v Haifi v evropska vhodna vrata z vzhoda. In prav zato se je teh 53 mest odločilo, da ne morejo čakati, da jim to priložnost vzame nekdo drug. To je zgodovinski in slavnostni dan za našo regijo. To partnerstvo bo ustvarilo priložnosti za vse manjše občine, da se razvijajo tako gospodarsko kot družbeno. Naj vam dam primer iz Kiryat Jama. Kaj to pomeni za mesto, kot je naše? Imamo 52.000 prebivalcev in 2,5 km sredozemske obale. Ta pobuda nam omogoča, da uresničimo vizijo našega mesta z razvojem turizma in hotelov, tako da bo imel vsak, ki pride sem poslovati in vlagati, kje bivati. Zavezništvo Next Bay zajema 3 glavne občinska združenja na severu, ki segajo od Haife do izraelske vzhodne meje z Jordanijo. Tako da, ko gre za razvoj koridorja IMEK, teh 53 mest jasno sporoča, da smo aktivni partnerji pri oblikovanju tega, kar se bo tukaj gradilo. Ne le opazovalci. Noam, Beit Shean je vzhodna vrata celotnega koridorja IMEK. Nahaja se tik ob meji z Jordanijo. Kaj današnji podpis pomeni za mesto, kot je vaše, na takem položaju in kakšne priložnosti menite, da bo to prineslo Beit Sheanu? Nahajamo se na strateški točki, ki povezuje Jordanijo in Izrael. Z našega vidika je Beit Shean vedno bil zgodovinsko križišče, skozi katerega so potovali blago, informacije in ljudje. Mislim, da tako Jordanija kot Izrael razumeta to priložnost. Možnost razvoja programov, izmenjave študentov, da lahko mladi pridejo, se spoznajo med seboj in da Beit Shean postane središče mednarodne trgovine. Takšne pobude ustvarjajo povezave. In ko obstaja skupni gospodarski interes, zelo pomemben, to ustvari tudi skupni družbeni interes. To je naša prihodnost. Moramo biti del tega. Pod vsem tem se skriva večja geopolitična zgodba. Abrahamovi sporazumi so Izraelu odprli vrata za odkrito poslovanje z državami zaliva. IMEK je v bistvu to razmerje, ki dobiva gospodarsko razsežnost. Pristanišča, železnice, čista energija, tehnoložbe, ki tečejo v obe smeri. To je normalizacija, vendar ima svojo ceno. To je res pomembno, ker, veste, imamo volitve. Pripraviti se moramo na naslednjo vlado z načrtom, ki ga vsi skupaj podpišemo. Da ne morejo preprosto, narediti tega koridorja in ga promovirati, ne da bi razmišljali o prebivalcih. Ker živimo skupaj. Vse občine, vse verske skupnosti, Judije, kristjani, muslimani, Arabci, Druzi, Čerkezi. Tako da mislim, da je biti na vzhodnih vratih IMEK-a v Izrael odlična priložnost za nas, da razvijemo turizem v tej regiji. Na današnjem srečanju je veliko upanja. Županja Haife pošilja jasno sporočilo izraelski vladi po tem, kar sama trdi, da so leta zanemarjanja severa. Ne verjamem državi Izrael. Ne verjamem, da se država Izrael zjutraj zbudi in pomisli na sever. Tega ni. Jaz osebno tega nisem doživel, ne v miru, ne v vojni. Zato mora biti vsak tukaj pozoren in poskrbeti, da se stvari opravijo pravilno in v skladu z našimi potrebami. Ni preprosto, ker se prebivalstvo na severu zmanjšuje, ne povečuje in investicij preprosto ni. Haifa je ponosna, da je del tega procesa, vendar se popolnoma zavedamo, kaj to od nas zahteva. Vztrajnost in stalno spremljanje novosti. Dolinski koridor je strateška priložnost za izboljšanje kakovosti življenja milijonov prebivalcev. Tisoče let je bilo to stičišče civilizacij. Ljudje, ki danes podpisujejo to listino, vam bodo povedali, da IMEK ni nekaj novega.
to je nekaj, kar se spominjamo. Ampak zavezništvo, ki za to poziva, je novo. 53 mest, en glas. Severni Izrael ne čaka, da bi ga odkrili. Je pripravljen. Iz Hajfskega zaliva za oddajo Bližnji vzhod zdaj sem Nataša Kiročuk.